En lep pozdrav. Danes malo krajši prispevek o kovancu Genius. O njem sem že posnela video, si ga poglejte, tako da prav razlagala ne bom, za kaj gre, ampak si bomo pogledali testno beta verzijo njihove aplikacije. Zdaj, ustanovitelj je Robert Genito. Robert Genito je oseba, ki je v kriptu zelo znana, zelo cenjena. On je na noge postavil Dash. Verjetno tisti, ki poznate kripto, poznate tudi Dash. Dash je dober projekt, dober kovanec, odlično dela. Edino, kar je težava, nimajo nekega agresivnega marketinga in niso nikoli prišli v bistvu bolj tako v ospredje. Naj kot zanimivost povem, dejansko, ko sem raziskvala kako Dash pomaga ljudem, je šlo v temu, da tam, kjer iz tiste države, ki so sprejeli, oziroma je Venezuela edina, ki je sprejela Bitcoin kot plačilno sredstvo, dejansko ni bil Bitcoin tisti, ki je Venezueli pomagal, ampak Dash. Dejansko so si pomagali z Dashom, ki je pač najbolj bil stabilen, in tudi je še vedno dosti v redu zadeva. Robert Genito je zelo odprt, odkrit, meni je všeč, njegovi videi so mi v redu. Mi je tudi v redu, ker je, kako bi rekla, dosti zrel, za moje pojme, za razliko od Richarda Harta mi je tudi kot strokovnjak dosti boljši, ima več izkušenj ima z rampami, z bančništvom, s temi stvarmi in dejansko mi je res zelo dober lider, a ne. Zdaj, nekateri pravijo, da je preganjan, in da ima neke obsodbe, ampak ni to prava oseba, sem šla raziskat. Robert Genito, ta, ki je ustanovitelj Geniusa, je čisto, on nima nobenih tožb, je pa teh Robertov Genitov zelo veliko, očitno je to neki italijanski priimek, in teh Robertov je precej, no, če boste šli pogledat. Genius, tole tukajle je, v tej smeri, je novi logotip od Geniusa, zelo luštkana zadeva, čeprav tisti stari meni tudi ni bil prav nič narobe. Bi pa mi šli kar pogledat aplikacijo. Zdaj, jaz bi rada, da vi, share screen, jaz bi rada, da enostavno, da pogledate vse, a ne, pač da testirate vse, ker meni so ene stvari super, ene stvari me pa begajo, pa mi niso v redu. To bom tudi Robertu napisala, dokler se ga da še v zasebnih sporočilih dobiti, in bomo videli, če mi bo kaj odgovoril nazaj, a ne, pač pisala sem mu tudi, če mi pošlje tele genije testne, Genius, kovance, genij, in mi je poslal. Zdaj, tukaj vi vidite moj MetaMask, to je testni MetaMask, in tule imam več testnih mrež in zdaj genij dela na push-chainu, se pravi, zdaj trenutno sem na push-chain testni mreži. Dela na Ethereum omrežju, ampak morate iti na Ropsten Ethereum omrežje, ki je testno, tam lahko preizkusite aplikacijo beta verzijo. Jaz si nisem šla preizkušati iz enega razloga, ker v bistvu testne genije dobiš, če si žrtvoval za genij in greš na tisto testno mrežo, pa tudi Binance,
in dobiš lahko airdrop. Zdaj, če sem jaz prav razumela, to niso ta pravi geniji, ampak testni. Zdaj, jaz sem vnesla po njihovih navodilih v Telegram sobi, pač v Telegram sobi, vam bom dala vse te linke spodaj. Če se greste tukaj gor, če kliknete pinned message, v bistvu tukaj gor, da so pa to očitno po mojem umaknili dol. V glavnem, tukaj so bila navodila nekje. Navodila. Bila so navodila, v glavnem tukaj noter dobite navodila, kako, kateri so koraki, pa kaj v bistvu narediti. Bom pa seveda jaz tudi povedala te zadeve. Sem se malo pogovarjala tudi z razvijalci njihovimi, ker mi ene stvari niso jasne, še vedno mi niso jasne. Jaz sem v bistvu zelo zahteven uporabnik in rabim veliko informacij. Pri Heksu mi je fantastično to, ker aplikacija je dodelana. Richard Hart daje ven stvari take, kot se zagre. V bistvu nimajo napak. Kasneje se lahko izkaže, da je neka pomanjkljivost. Heks ima 1, 2, 3 pomanjkljivosti, ki jih verjetno prej niso mogli vedeti, preden aplikacija ni zaživela in živi zdaj 2 leti in pol, skoraj 3. Zdaj, jaz sem dobila, po njihovih navodilih sem dala, tam je objavljen naslov tega genija, naslov tega kovanca, in jaz sem tukaj vpisala genija, pač, in sem dodala MetaMask, se mi zdaj Switch Network, ne želim Switch Network, Binance, puščaj. MetaMask. Cancel, ok. V glavnem, tukaj spodaj imate import tokens in potem tisti naslov od tega kovanca, genija, testnega, samo skopirate. Jaz sem ga skopirala in tukaj avtomatsko vam da genij. Jaz sem dodala genij, edit pa genij, zaradi tega, da bi ločila med sabo prave pa te kovance. Zdaj, tale genij tudi ni pravi, po mojem ne. Se mi je pa dodal, 2 sta mi poslala. Mislim, da mi je poslal enega tega Robert in tega mislim, da mi je poslal eden od ljudi, ki so tam navedeni v Telegram chatu, Telegram sobi, so navedeni nekaj ljudi in lahko jim pišete v zasebno sporočilo, da vam na vašo denarnico pošljajo. Jaz ne priporočam, da pošiljate javno svoje denarnice, tudi če so testne, ampak da se naučite, da pošiljate ljudem zasebna sporočila. Pa ne reagirati na nobena zasebna sporočila, ki jih vi dobite od razvijalcev, zaradi tega, ker nikoli, nikdar vam razvijalci ne bodo prvi poslali sporočila. Tega nikoli ne naredijo. Če vam je nekdo poslal kot razvijalec sporočilo, je sigurno skemer oziroma prevarant. Ne reagirajte na te stvari. Tako da bodite zelo previdni pri teh stvarih. Torej, jaz imam zdaj 2 noter v tej testni denarnici, tudi Pushchain. Šla sem na Pushchain Bridge oziroma pač če lahko zamenjam pulse za genij, se ne da, ni v njihovi bazi, ni v Pushchain bazi dejansko zadeva, ali pa jaz nisem našla, tudi to je možno. Ampak sem se prečesala, pa zaenkrat po mojem ga še ni. Ker genij se da kupiti prek Uniswapa ali pa Mače recimo,
in kupite ga lahko na Ethereum omrežju, po mojem se tudi na Binance omrežju da. Zdaj, kako to preizkusiti? Najprej dajte nek testni MetaMask. Zdaj, če boste tisti MetaMask, katerim ste žrtvovali za GNI, ali pa da ga povežete z Ledgerjem, s katerim ste žrtvovali, boste lahko dobili dol tudi airdrop kovance, airdrop kovance, ki pa naj bi bili testni, se pravi ne pravi. Tako da, če zginejo ko testna verzija ne bo več aktualna, če zginejo iz vaše denarnice, potem pomeni, da so bili to testni kovanci. Ja, jaz imam to. Se pravi, zdaj naslednji prvi korak je pač MetaMask, drugi korak je, da če hočete na push-chain omrežju, to sem tudi posnela video, bom dala vse v opis oziroma boste imeli tudi tukaj gor. Vam bom dala, da lahko kar kliknete, pa greste na tisti video. Se pravi, push-chain si namestite, potem Ropsten, če hočete. Zdaj to samo kliknete show hide networks, pa se vam Ropsten pokaže, ker je od Ethereuma testna mreža to. Tukaj lahko preizkusite, jaz nisem šla na Ropsten preizkušati, ker je sigurno isto in pa ne želim svoje ta prave denarnice izpostavljati za testne stvari. Potem pa Binance Smart Chain, tega sem jaz si dodala, je pa testni, to je testni tukaj, če pogledamo. Wallet unlocked. V glavnem, ta testni je zelo v redu, je malo narejen, vam bom dala tudi v opis. Če kliknete, da odklenete denarnico, MetaMask vam bo to besedno kar samo od sebe, ne boste rabili nič copy-pastati te pač njihove podatke noter in se vam bo kar v MetaMasku pojavilo, se bo kar ta testna mreža, Binance testna mreža pojavila. Drugače pa tukaj dodajate, pač add network in potem pač tiste njihove parametre vnesete noter in save in boste imeli testno mrežo dodano. Se pravi, to je pač drugi korak. To je drugi korak. Zdaj pa tretji korak je app, Genius app. Tisti, ki boste original denarnico konektali, ki je, iz katere ste žrtvovali za GNI, se vam bo tukaj še nek gumb pojavil, meni se ne, zaradi tega, ker vidi, da nisem nič naredila, nič žrtvovala za GNI iz te denarnice, seveda, to je testni MetaMask. Še en gumb in lahko claimate kovance. Nek claim gumb. Jaz ga nimam iz tega razloga, ker je to moja testna mreža. Ok, zdaj ta trenutek tukaj desno zgoraj, tole moramo umakniti, imate, zdaj 6 dni že traja ta testna preizkusna verzija. 6 dni. In Ropsten, jaz imam Ropsten, Binance in push-chain omrežje v denarnici inštalirano, nameščeno in lahko preklapljam med temi omrežji in tudi, se pravi, GNI, Genius lahko stekam enako kot Hex. GNI se enako steka kot Hex, ampak ima 2 verziji in to bomo zdajle pogledali. Hex ima samo eno verzijo steka, tam ima pa 2 verziji, pa bomo pogledali. Tukaj čisto desno imate pa add GNI. Če kliknete tukaj čisto desno, recimo, če nimate GNI kovanca noter v MetaMasku, kliknete add GNI in se vam bo sam dodal. Jaz sem to naredila in se mi je dodal tale GNI, ki mi je nekdo poslal na moj naslov. Lahko tudi je bil to airdrop. Ne vem. Poskusite sami. Dobila sem jih 10 000. Tukaj
nekdo mi je poslal 1000 in še tukaj 10 000 sem jih dobila. V glavnem, dobila sem kovančke, za testiranje. Dobro, se pravi, zdaj recimo, če pogledamo na pulse chainu, zdaj najdlje se lahko da stekati kovančke na 4, se pravi nekaj več kot 12 let, 4 dni. In tukaj vidimo, tale zelena pikca pomeni, da je ta steak še v teku. In seveda se ne bo iztekel, to je testna verzija. Tale se pa že iztekel. Zdaj, zakaj imam po 2? Zato, ker je malo smotano vse skupaj, se boste videli. Nisem bila čisto sigurna, kaj se dogaja, pa sem ene 3 ali 4 klikala in pa sem kar po 2 steaka imam zdaj. To je v bistvu po drug steak je moja napaka. Zato bi bilo fino, da preden gre ta aplikacija v živo, da jo vi tudi testirate. In zato, da boste videli, kaj so težave in kaj je v redu, kaj ni v redu, pa lahko komunicirate tudi z razvijalci, tudi na Discordu imajo svoj račun, pa Telegram, pa Twitter, pa lahko z njimi komunicirate. Pojmo vsi pogledati kar na pulse chain, to smo zdaj na pulse chain omrežju. Zdaj, create miner pomeni, da bom dala stekati. To pomeni, da rudarimo, pač za nekaj časa. Zdaj, dajmo 300, da bom videla za kateri steak gre, pa bom dala to za Promise, recimo, če hočete simple mode, zdaj to je razlika, simple mode pa advanced mode. Zdaj, če hočete recimo za 7 dni, potem boste morali uporabiti simple mode. Zdaj, mene moti to, da jaz ne vidim tukaj prav nič, koliko dobiš, koliko bonusa. Glede na število kovancev, glede na število dni, ker to recimo ima Hex super poštiman. Enkratno, to je bistveno boljše pri Hexu, kakor pri Geniju. Plus je pa to, da recimo za nezahtevne uporabnike, za začetnike, je pa teh nekaj gumbov krasnih. Pač tole imam, kliknem in to je to. Za mene kot za zahtevnega uporabnika pa je to premalo. Je premalo. V bistvu jaz bi rada več vedela o teh stvarih. Več bi rada vedela in mi ta obrazec ne zadostuje. Dejansko mi ne. Skratka, pravila si preberite oziroma pogledajte moj prejšnji video. Torej, manj kot 90 dni če date manj kot 90 dni, morate izbrati simple. Če kliknete advanced, ne bo šlo. Create in vam napiše, se pravi, obljubljeni dnevi morajo biti daljši od 90 dni. Če imate simple advanced mode, se pravi, napredno stekanje. Napredno stekanje pomeni, da boste dobili večje bonuse. Bonusi so taki kot pri Hexu. Če pa kliknete simple mode, lahko na krajše obdobje, ampak skoraj nič se ne dobi. Dejansko dobite zelo malo in tega po mojem nihče ne bo uporabljal, ker se ne splača. Tudi če imate ogromen znesek, se ne splača, ker je koda tako narejena, da izključuje traderje, trgovalce in pa OG-je, tiste, ki izčrpujejo valuto na kratek rok in poberajo, v bistvu pač dajo za 7 dni, 1 mesec, 2, 3 mesece stekati in potem poberajo in cena pade dol in tisti, ki ostanejo noter, pa da takrat morajo odstekati, na primer,
imajo pol težave. In to se pri Heksu dogaja in to Genius rešuje. In z tega stališča mi je Genius fantastičen. Zdaj bomo videli, kako bo aplikacija delovala, ker Richard Hart ne bi nikoli dal na aplikacije ven, ki ne deluje 100%. To vem, to gotovo, zaradi tega tudi ni še puščena in ga tudi ne bo in bo Richard Hart tudi izkoristil. Zdaj to obdobje bear marketa, se pravi nizkih cen, da očitno si bo podaljšal to delo, ker ni vedel prek, kako bo z Ethereum omrežjem, a bojo šle provizije v nebo, kaj se bo zgodilo in se ni, pač padali vse skupaj. In tako da zdaj provizije niso toliko hudičevo visoke in enostavno se je odločil, da bo malo še počakal, da bo še bolj razvil Pulse-Chain in po mojem jih bojo lansirali, ko bo bull market, takrat, ko bo ljudje not prišli, v glavnem, on je mojster marketinga in ve, kaj dela in po mojem bo takrat prihrumelo ogromno ljudi noter in tudi tisti, ki ste zdajle na zgubi pri Heksu, ne se bati, puste ga, če ne drugega, puste na denarnici, naj stoji, čakajte, ker Heks ima zelo veliko prihodnost in ko bo ljudi stekali več, kot trgovali, bo Heks dosegel nenormalne visoke cene, veliko boljše kot Bitcoin. Bitcoin je dosegel tako nenormalno visoke cene po 10-12 letih, Heks bo pa prej. Sigurno. Za GENI po mojem tudi. GENI bi znal doseči še prej, odvisen je tudi od njihovega marketinga, ki pa je bistveno bolj normalen, kot je od Richarda Harta, zato pa to ne gre toliko ljudem. Richard Hart dela kup enih neumnosti, bolj kot je nor, bolj kot odštekan, bolj ljudje za njim rinejo. To je nekaj neverjetnega. Meni je to nepojmljivo, ampak je tako. Žal. Torej, se pravi, klikniti moramo simple, za 7 dni, 300 bomo dali teh kovancev, kliknemo create. Zdaj prva stvar, awaiting token approval, to pomeni, da zdaj čakajo, da jaz najprej moram potrditi, to gre nekaj majhnega fija za to in moram pogledati MetaMask, to bo tukaj noter nekje. Ne, nič se ne dogaja. Zdaj, zakaj se to dogaja? To je super, da vidite. Zato, ker sem že uporabljala, to je MetaMask problem. To je čist MetaMask problem, tako da dajte poizkusiti, jaz bom dala še enkrat refresh in pa MetaMask bom dala refresh. F5 stisnem, takole. Pa poskusimo še enkrat create, pa bomo dali 7 dni. Ne, 300 smo rekli kovancev, 7 dni smo rekli in pa simple, pa create. Evo, no, zdaj pa je. Takole morate osvežiti, če se vam zatikajo stvari. Ne kar klikati, ker recimo lahko, če se vam to, ko boste v resnici delali transakcijo, če se vam to zgodi, lahko zgubite kovance. Jaz sem jih na ta način. Lahko zgubite, tako da dajte svež MetaMask, vse na sveže, vse, pa če delate več transakcij, magar če računalnik ugasnete, še enkrat restartate in še enkrat prižgete MetaMask, namestite nov MetaMask in osvežite aplikacijo, s katero delate, tako da jaz to delam zdaj, mi vzame dosti časa, ampak ne zgubljam več denarja. Ne zgubljam. Ok, zdaj, prva stvar, najprej moram potrditi, da, tukaj piše, da dovoljujem dostop GENI aplikaciji do moje denarnice. In pa toliko fijev bom plačala. Zdaj, to, ko bo
Na Ethereum omrežju se je treba zavedati, da bosta dva fija potem. Ne? In tudi tukaj na push-chainu na začetku ne bo problem. Push-chain na začetku zdaj čakamo na potrditev. Moramo odpreti MetaMask, da vidim, če kaj sporoča. Zaenkrat nič. To je tisto, kar... Aha, evo. Ok, dobro. Kliknem še enkrat MetaMask. Tole kar ugasnem. Se pravi, tole je zdaj... Aha, ok, dobro. Dobro, to sem zdaj na push-chainu, na blockchainu sem odprla, ko so mi rudarji potrdili, da lahko Genius dostopa. Gremo MetaMask pogledat, da sem spet šla ven iz MetaMaska. Grem nazaj na Genius app. Okay. Zdaj moram še enkrat v MetaMasku klikati. To je tisto, kar me je zadnjič svrkalo. Confirm. Še enkrat. In zdaj se, a vidite, tukaj levo zgoraj piše creating new miner. Zdaj se šele kreira. In tukaj pending transaction. In če še enkrat kliknemo, so rudarji že potrdili. So rudarji že potrdili na push-chainu. Tako, v glavnem, zdaj gremo nazaj na Genius app in tega smo kreirali danes. Tale čisto spodaj. Ta je danes kreiran, zdajle smo ga naredili, ne? Za 7 dni, pa dajmo narediti še enega za 600, pa dajmo dati, ne vem, 92 dni, takole, pa bomo šli advanced. Zdaj advanced bo dovolj, ne? Ja, zdaj, če recimo, jaz imam tukaj GENI pa Legacy GENI, ne? Bom tegale, Legacy GENI. Legacy je sigurno testni kovanc, to je 100% testni kovanc. No, pa dajmo tegale. Ne morem. Da moram. Ok, tole moram pa vprašati. Kaj je v bistvu razlika? Dobro, to bom vprašala. Lahko tudi sami vprašate v bistvu, pa bom, če bom dobila odgovor, vam bom napisala potem v komentarje spodaj v tale video, tako da boste videli. No, dajmo advanced klikati, oziroma create, pa spet isti postopek. Zdaj čakamo, takole, potrditev. Potrditev je. In zdaj moram še enkrat, se pravi dvakrat. No, in zdaj se kreira. Zdaj, zakaj je tale siv? Te dva sta pa drugačni, tele 4 so pa drugačni. Zato, ker še ni aktiven. Ni še aktiven, ne? No, kar naprej tole mi skače. Ni še aktiven. Se pravi, ravno tako kot Hex potrebuje 24 ur, da postane aktiven. To bo, tudi piše start day 7, se pravi, danes smo 6. dan, tukaj zgoraj piše 6. dan, torej start day 7, jutri 7. dan, ne, se bo aktiven in potem bo tale zelena pikica na levi strani. In tale raketa na desni strani pomeni, da je to, da bo to daljši stake, ne. Čakajte, še enkrat moram dati ta refresh, ker zdaj tega, ja. Če ne vidite, tako kot jaz prejle nisem videla, če ne vidite tega,
potem enostavno dajte F5 stisniti, se pravi osvežitev monitorja ali pa desni klik, osvežitev monitorja in se potem pokaže. Dobro, tole smo zdaj mi kreirali, zdaj bi pa jaz šla še na Binance, to je testna, TBNB, piše TBNB. Zdaj, ko kliknem gor, v bistvu moram dovoliti, da se omrežje preklopi. Takole. Sem dovolila. Testne genije tukaj, on vid testne genije, L genij. Tukaj, ok, dobro, se pravi, to je za dobro, zdaj sem dobila odgovor. Zdaj vemo. Torej, tisti L geniji sem dobila airdrop, očitno iz Binance omrežja na moj MetaMask. Dobro, zdaj je ta misterioznost. Testne BNB-je sem pa tudi na njihovo spletno stran od Binance sem šla v bistvu in tam je aplikacija, ko dobite testne BNB-je. Če ne pa v Google pišete testni BNB, lahko vam pa tudi jaz dam link in dobite, BNB potrebujete za transakcijo, za potrditev transakcije, tako kot na Pulse-Chainu, prej ste videli, da je Pulse bil tisti, ki sem plačala transakcijo. Zdaj, kako dobite Pulse pa Pulse-Chain, pa te stvari sem pa tudi že posnela. Poglejte moje prejšnje videe. Ok, v glavnem on vid v MetaMasku, jaz tukaj ne vidim, ampak sama aplikacija pa zanimivo vidi. Sama aplikacija, ki si, pa vidi te genije, ki so na MetaMasku gor. Tako da to ni čist, glejte, ne dela čist dobro. Enega sem dala, enega sem že očitno dala, dajmo še enega narediti. Dajmo za 100 legacy genijev. Vidite, genijev nimam nič, legacy imam 900. Pa dajmo jih 100. Ja, pa nič ne morem. Kako sem v črtu naredila? Simple mode. 100. Pa če dam na 4 dni, recimo. Ja, vam pa zdaj ne znam povedati, kako me je zdaj meni to uspelo. No, pa probajmo tole zdaj. Mi zdaj tole ne bo šlo. Ne. More biti 90. Pa dajmo 92. Kaj čemo drugega? Ali pa 93. Advanced. Se pravi, ta simple mode ne deluje. To jih moram tudi opozoriti. Ne deluje na Binance Smart Chain. Create. Še znesek moramo dati. Dobro, tako sem uspela. No, se pravi, najprej moramo potrditi, to smo se že naučili, potem še enkrat. Zdaj na Binanceu, mislim, trajajo majčkeno dlje stvari, kakor na Pulse-Chainu. Dobro, zdaj pa še potrdimo. In pa, kakor vidite, testne BNB-je kurimo zdaj za transakcije. Zdaj, če kliknemo tole. F5 moramo narediti, F5. Takole. Ja, nič se ni zgodilo zaenkrat. Zdaj pa je, kje je MetaMask?
Metamask. Pojmo aktivnosti pogledati. Tukaj v aktivnostih v Metamasku vidite, kaj se dogaja. Tole smo danes naredili. Na BNB-ju. In transaction. Takole. Aha. Ja, Binance smo očitno to malo bolj smotno narejen. Ne vidim njihovega blockchaina. Jaz Binance drugačno uporabljam. Če je treba, drugače sploh ne. In zdaj pa mora že biti. Kaj so pa zdaj vse potrjeno? Ja, je. Torej, jutri bo tole, ampak mi pa tole ni všeč. Tudi tole jim bom zatežila. Tlele mi piše 1690 genijev. 1690. To ni to, kar sem jaz opisala noter. Dejansko ni. To je verjetno kakšna težava s temi kovanci, po mojem takšni in drugačni kovanci, ker nimam glih testnih kovancov, nisem jih airdropala, ne. Tega nisem dobila. Zdaj po mojem, če boste vi to naredili, ampak to boš iz tiste denarnice, v kateri imaš, iz katere si žrtvoval, ne, tako da jaz imam zdaj nekaj težav, ampak nič hudega. V glavnem, stvar je taka, da deluje, če pogledamo Pulsechain, dejansko deluje. In če se sprašujete to, kar sem se jaz tudi spraševala, zakaj recimo tega ne morem odstejkati, zakaj ne? To me najbolj zanima. Zdaj najprej, smešen se mi je zdel, ker najprej so me ljudje napadali, da kaj se pa grem, se ne moreš stejkati manj kot za 90 dni. In potem sem jim vljudno pojasnila, da z simple varianto lahko stejkaš manj kot 90 dni in da sem to šla preizkusiti. In potem so se mi opravičili in so mi napisali, da je tudi Robert rekel, da teh gumbov še ni, da oni na tem še delajo. In to je to, kar mi ni všeč. To je to, kar meni dejansko ni všeč. Tako da teh gumbov ni, da je dal to aplikacijo ven, še preden je bila popolna. Jaz mislim, da to ni dobro za marketing, da so prehitri bili z Geniusom, prehitri so bili po mojem mišljenju, lahko bi še majhen, verjetno hitijo, da bi bili pred Pulsechainom, po mojem. Ampak saj ne bo Pulsechaina še tako hitro. Richard ga ne bo dal ven, to sem prepričana. In lahko bi naredili to aplikacijo, da res deluje tako, kot mora, stestirali. Ampak dobro, hvala Bogu, da niso dali ven kar že aplikacije, češ narejena je. Hvala Bogu, da je zdaj beta verzija s testnimi kovanci, da lahko pljuvamo, kakor moramo preko te aplikacije, dajte to še vi narediti, karkoli vas moti, dajte jim pošiljati, zelo vam bojo hvaležni za kakršnekoli opombe, kaj bi imeli za to, da lahko aplikacijo dodelajo in jo delajo. In po mojem bo Robert toliko pameten, da ne bo aplikacije lansiral, dokler ne bo res dodelala in dokler uporabniki ne bomo zelo zadovoljni. Ker jaz sem videla same pozitivne komentarje, jaz sem bila edina, ki sem se pritoževala in dajte se še vi pritožiti, še jim bom pisala, zato ker tole, mene ta Genius dober projekt in bi rada, da ga res dodelajo, zato ker je njegova prednost, da je tako sprogramiran, da fijev ni visokih fijev. Za transakcije, ko se stejka in odstejka. 80 do 90% nižje fije boste plačali, kakor za Hex, funkcije so pa dejansko iste.
iste so funkcije. Tako da, evo, jaz sem vam tole predstavila, malo smo se zatikali, hvala Bogu, želela sem, da vidite, da niso stvari samo super krasne in tudi jaz svojih videov ne krajšam, razen če se res tako zapletem, da se mi kamera ugasne pa take stvari, na tisto režem ven, ostalo pa ne režem, zaradi tega, da vidite zafrke, zaplete, vse, kar ni v redu, in da sami potem znate potem zadevo tudi rešiti. Če imate kakršnekoli komentarje, pripombe, opombe, prosim, kar napišite spodaj, dajte lajkati, dajte šerati, dajte zvončka vklopiti, dajte se naročiti na moj kanal, to mi veliko pomeni, imam veselje potem to snemati in tudi YouTube me uvršča malo višje, pa me še drugi ljudje najdejo. Najlepša hvala za ogled, zelo sem hvaležna in bodite dobro, pa se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau.